Hvala. Ja, Vlada Republike Slovenije je danes na seji sprejela predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo. Državni zbor ga pošiljamo po nujnem postopku. Poglavitne rešitve zakona pa so naslednje. Prvič, predlog zakona določa gospodarske družbe sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, ki s svojim delovanjem bistveno vplivajo na gospodarsko, socialno in finančno stabilnost Republike Slovenije. To so družbe, ki izpolnjujejo dva pogoja, in sicer, da zaposlujejo najmanj 6000 ljudi na ozemlju Republike Slovenije in dosegajo čiste prihodke od prodaje večje od 1 milijarde evrov. Drugič, predlog zakona določa, da če se večinski lastnik družbe v postopku zaradi insolventnosti če je večinski lastnik družbe v postopku insolventnosti, lahko Vlada Republike Slovenije predlaga sodišču, da imenuje začasnega izrednega člana uprave v družbo sistemskega pomena. In tretjič, pristojnosti izrednega člana uprave so omejene zgolj na vodenje poslov, ki so povezane z večinskim lastnikom in z njim povezanimi družbami. Izredni član uprave namreč nima pristojnosti voditi rednih poslov družbe. S predlagano ureditvijo se ščiti družba sistemskega pomena pred izčrpavanjem strani družbe, ki je večinski lastnik in je v insolventnem postopku. Zagotoviti želimo dodaten nadzor med odnosom družbe sistemskega pomena in večinskim lastnikom zaradi težav večinskega lastnika. In s predlaganim zakonom se v ničemer ne posega v redno poslovanje družbe ali socialno-delovna razmerja. Pomembno je poudariti, da predlog ne krši zasebne gospodarske pobude, ker se izredni član ne bo smel ukvarjati z rednimi posli družbe in je to v celoti prepuščeno redni upravi. Zdaj, potrebno je povedati tudi to, da ta trenutek je poslovanje Mercatorja stabilno. S sprejemom zakona ne želimo ustvariti nikakršne vznemirjenosti ali ustvarjati vtisa, da so ogrožena slovenska delovna mesta, vendar pa je tak zakon potreben oziroma ga potrebujemo, saj moramo preprečiti morebitno izčrpavanje Mercatorja, do katerega bi lahko prišlo zaradi težav, ki jih ima Agrokor. Hvala lepa. Vaše vprašanje, izvolite, TV Slovenija. Marko Štor, TV Slovenija, v kakem primeru se bo ta zakon nekako začel izvajati, oziroma bo nek trigger nastal, da bom pač lahko Mercatorja uporabili? Zdaj, zakon je sprejet na vladi, bo šel v proceduro v parlament po nujnem postopku in potem, ko ga bo državni zbor sprejel, ga lahko vlada kadarkoli aktivira, seveda pa osnovni postulat in to, kar sem že navedel, insolventni postopek lastnika firme, ki je sistemskega pomena za našo državo. In ta insolventno stanje lastnika tega podjetja je že dejstvo. To pomeni, kadarkoli se bo vlada odločila po sprejemu zakona. To pomeni, da se lahko že danes aktivira? Ne, po sprejetju. Po sprejetju zakona se lahko prej danes sprejema? Da. Planete vi, kot imamo STA. Koga ga lahko vlada predlaga oziroma koga bo? Glejte, zakon je šele sprejet na vladi, gremo v proceduro v državni zbor in v tem obdobju bomo predlagali za to strokovno usposobljenega človeka. Nobenih kvalifikacij ni predvidenih, ali bo? Kvalifikacije so potrebne take, kot so potrebne za redno delo člana uprave v taki družbi. Imena pa še nimate ali ga ne želite izdati?
O tem, ko bomo zakon sprejeli v državnem zboru. Naslednje vprašanje, izvolite. Janez Tomožič, Finance. Kje se da videti ta predlog zakona? Predlog zakona bo objavljen v vladnem gradivu. Mislim, Da. bo to v nekih pol ure ali ko da si ga bomo lahko že pogledali na print ali... Jaz mislim, da je že. Dobro, hvala. Mislim, imamo še eno vprašanje, se pravičujem, da potem imamo... Hvala lepa. Hvala lepa. Še eno vprašanje na Cimos. Današnja tema je... Sistemsko podjetje, pomembno za Republiko Koliko firm pride Slovenijo. sploh upoštev? To pride ne 5 firm, 7? Mislim, da jih pride več, ampak ni pomembno. Gre za vsa podjetja, ki bi lahko imela težave z insolventnostjo svojih lastnikov. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala.